Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Minuli teden se je odvijalo prvo evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju, na zaključnem delu prvenstva smo dobili prvo kolajno za Slovenijo. Bližajo se predčasne parlamentarne volitve. Za vas smo izbrali nekaj podatkov o tem, kdo bo na volitvah nastopal, kaj obljubljajo in dokdaj morate poslati prošnjo za druge oblike glasovanja. Med drugim pa si v oddaji oglejte še super živilo češnjo. Ste vedeli, da češnje pomagajo pri oslabelih jetrih in težavah z žolčem, peške pa se z malo truda lahko uporabijo za izboljšanje spolne moči? Ne spreglejte rubrike Fotka tedna in nagradne igre. Ostanite z nami. Trinajstega julija bomo polnoletni državljani Slovenije ponovno glasovali o novi sestavi parlamenta. V nadaljevanju si lahko pogledate, katere stranke bodo kandidirale na volitvah in kakšni so njihovi volilni programi. Obenem smo zajeli tudi vse pomembnejše datume volilnih opravil, če na dan volitev ne boste glasovali z odhodom na volišče v vašem domačem kraju ali če želite glasovati na posebej prirejenih voliščih za invalide. Za vse, ki na dan volitev ne boste v Sloveniji in bi želeli glasovati v tujini, je rok za ta način glasovanja potekel 12.6. ob 24. uri. Vsi ostali, ki boste glasovali v Sloveniji, vendar ne v kraju vašega stalnega prebivališča, lahko še vedno pošljete prijavo za glasovanje v drugem volilnem okraju na voliščih Omnija. Izpolnite obrazec, ki ga lahko dobite na spletu, in ga pošljite svoji okrajni volilni komisiji. Okrajna volilna komisija mora obvestilo prejeti najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 9. julija 2014 do 24. ure. Tudi vsi, ki želite v Sloveniji glasovati po pošti, morate o tem obvestiti vašo okrajno volilno komisijo. Izpolnjeni obrazec o tem načinu glasovanja mora vaša okrajna volilna komisija prejeti do 2. julija do 24. ure. Povezavo do obrazcev najdete na naši spletni strani v napovedniku te oddaje. Poglejmo, za koga boste lahko glasovali. V 8 volilnih enotah je svoje kandidatne liste vložilo 16 strank, v volilni enoti Ptuj pa 17 strank. S podpisi poslancev so kandidatne liste vložile vse zdajšnje parlamentarne stranke: SDS, SD, Desus, NSI, Državljanska lista, SLS, Pozitivna Slovenija in Zavezništvo Alenke Bratušek. S podpisi državljanov pa so kandidatne liste vložile še stranka Mira Cerarja, Verjamem, SNS, koalicija Združena levica, Piratska stranka Slovenije, Zeleni Slovenije, Enakopravni državljani, Naprej Slovenija, Liberalno-gospodarska stranka in Humana Slovenija.
Slednja je sicer kandidatno listo vložila le v volilni enoti Ptuj. In s čim nameravajo volivce prepričati vodje nekaterih strank, ki so bile v zadnjem času še posebej izpostavljene? Mi bi si želeli, da bi ljudje zopet pridobili svoje dostojanstvo, zlasti upokojenci, delavci, mladi. Jaz pravim, če je upokojenec delal 30, 40 let, si zasluži potem, ko gre v status upokojenca, takšno pokojnino, da lahko mirno preživi. Naslov oziroma geslo našega programa za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta pove, kje vidimo glavne probleme in hkrati pove tudi, kje vidimo glavne rešitve oziroma odgovore na ključna vprašanja, pred katerimi je Slovenija. Zavzemali se bomo za socialno državo še naprej, ampak hkrati se zavedamo, da za to potrebujemo uspešno tržno gospodarstvo. To spremembo, ki jo moramo prinesti v družbo, lahko ustvarimo samo s preobražanjem, ne z bojem zoper nekoga. Dovolj je bilo tega boja v Sloveniji. Gremo torej samostojno na volitve, tako kot smo nastali, brez kakršnihkoli botrov iz ozadja, političnih lobijev ali kaj takega. Po dveh različnih javnomnenjskih raziskavah z dne 28. junija so rezultati zelo podobni, nekaj razlike je le v odstotkih podpore pri posameznih strankah. V obeh javnomnenjskih raziskavah bi zmagala stranka Mira Cerarja, tik za petami pa ji sledi SDS. S precejšnjo razliko jima sledijo SD, Desus, NSI, Zavezništvo Alenke Bratušek in Pozitivna Slovenija. Ostale stranke imajo odstotek ali manj podpore. O tem, katere stranke bi prišle v parlament, pa govori raziskava agencije Nina Media, ki jo je za eno od komercialnih televizij opravila 26. junija. Tudi tu bi zmagala stranka Mira Cerarja. Tesno za njo je SDS, potem pa bi sledile Desus, SD in Nova Slovenija. To so stranke, ki bi si po tej raziskavi razdelile poslanske sedeže v parlamentu. Ostale stranke bi ostale zunaj parlamenta. Do volitev nas loči še 10 dni in do takrat se lahko spremeni še marsikaj. Programi strank so si precej podobni. Vsi pretežno ciljajo na izboljšanje gospodarskega stanja v državi, več možnosti za zaposlitev in večjo družbeno blaginjo. Tu pa je seveda še boljše javno zdravstvo, izobraževanje, spremembe na področju slovenskega pravosodja in več boja proti korupciji na vseh področjih. Programi so predstavljeni na spletnih straneh strank, ki kandidirajo, kjer si lahko pogledate tudi liste kandidatov, s katerimi nameravajo stranke nastopiti na volitvah. Na Ministrstvu za notranje zadeve so o uvedbi elektronskih volitev začeli razmišljati že leta 2002, a do resnejših premikov na tem področju ni prišlo. Eden zadnjih poskusov uvedbe e-volitev je bil lani, ko je takratni minister za javno upravo Gregor Virant poskušal dobiti zadostno podporo za sprejetje novele zakona o volitvah.
E-volitve naj bi med drugim omogočile lažji dostop do glasovanja. Glasovanje bi bilo za vsakogar preprosto, izvedljivo od doma. Volilna udeležba pa ne bi bila odvisna od vremena, so še navedli predlagatelji. Strokovnjaki sicer menijo, da elektronske volitve ne bi nujno prinesle višje volilne udeležbe. Prav tako pa se pojavljajo tudi vprašanja glede varnosti in anonimnosti. Estonija je edina država, ki uporablja sistem e-volitev in, kot pravijo, do zdaj težav z varnostjo še niso imeli. E-volitve bi bile sicer dodatna in ne edina možnost. Vzporedno bi bilo glasovanje še vedno mogoče z oddajo glasu na voliščih. Projekt e-volitev trenutno miruje, kako bo v bodoče, pa bo odvisno od prihodnje vlade. V Celju se je prejšnji teden odvijalo prvo evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. V dvorani Golovec na Ptuju se je med 23. in 28. junijem pomerilo 67 kegljačev in kegljačic iz 4 držav: Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Slovenije. Tekmovali so v 4 panogah, kot so ekipno tekmovanje, šprint, posamezno in tandem. Slovenijo so zastopali Aleš Peperko, Tomaž Klemen, Esad Hadžiagić, Branko Srdan, Milan in Robert Marolt, v ženski konkurenci pa so nastopile Deja Peperko, Sabina Hmelina in Irena Turk. Prvo medaljo na tem prvenstvu za Slovenijo sta osvojila tandem Aleš Peperko in Tomaž Klemen. Na tem prvenstvu je bila najuspešnejša reprezentanca Nemčije, saj je osvojila kar 7 zlatih, 2 srebrni in 5 bronastih kolajn. Aleš Peperko je v kombinaciji zasedel odlično 5. mesto s 1108 podrtimi keglji. Spletna TV je to prvenstvo prenašala v živo. Posnetke tekem si lahko pogledate na naši spletni strani.
V ljudski medicini češnja že od davnine velja za sadež, ki ima mnoge zdravilne učinke. Osvežuje notranje organe, blagodejno vpliva na prebavo in izločanje. Razstruplja telo, pomaga pri oslabelih jetrih in težavah z žolčem. Plodovi vsebujejo veliko mineralov, uporabna pa je skoraj vsa rastlina. Zdravilni so tudi smola, peclji, jedrca in koščice. Zdravilne kure s češnjami uspešno odpravljajo utrujenost, črevesne parazite, pomirjajo organizem in živce. Čaj iz češnjevih pecljev zdravi vnetja in kamne v sečnih poteh. Smola češnjevega debla, raztopljena v vinu, zdravi kronični kašelj. Če smolo raztopimo v kisu, dobimo tekočino za odpravljanje gari in prhljaja. Če boste 8 dni zaporedoma 3-krat dnevno spili en kozarec češnjevega soka, vam bo to pomagalo blažiti simptome revme. V vinjak namočena mleta jedrca češnjevih koščic pa spodbujajo spolno moč. Sveže češnje pomagajo premagati telesno in duševno izčrpanost. Kaša iz češenj se uporablja tudi v kozmetične namene. Češnja je zato dobrodošla osvežitev naravne domače lekarne in slastno zdravilno darilo narave. V rubriki Fotka tedna objavljamo zanimivo fotografijo naše gledalke Petre Šiler, ki jo je posnela med jutranjim sprehodom ob morju. Poglejmo njeno fotografijo. Petri Šiler v zahvalo za fotografijo podarjamo knjigo Kdo je napravil Vitku srajčico, ki jo podarja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vabimo vas, da še naprej pošiljate fotografije, ki jih želite deliti tudi z drugimi gledalci. Fotografije pošljite na naš elektronski naslov valerija.skov@gmail.com s pripisom Fotka tedna. Objavili jih bomo v naslednji oddaji in najboljše tudi nagradili. Zdaj pa k nagradam. V prejšnji oddaji smo objavili nagradno vprašanje in se glasi: koliko tehta kegljaška krogla? Pravilen odgovor je 2800 gramov. Večina vas je odgovorila, da tehta 280 gramov, kar bomo tudi šteli za pravilen odgovor. V enem od objavljenih prispevkov o Evropskem prvenstvu gluhih v kegljanju smo namreč pomotoma objavili, da je krogla težka 280 gramov. Za napako se opravičujemo. Kot rečeno, bomo tudi ta podatek šteli za pravilen odgovor. Zdaj pa bomo izžrebali nagrajenko ali nagrajenca. Čestitamo!
Za nagrado podarjamo knjigo Izgnan od tod in drugod, ki jo podarja založba Beletrina. Nagrado lahko prevzamete na sedežu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. S tem tokratno oddajo končujemo. Naslednja oddaja 7 bo na sporedu spet septembra. Želimo vam vroče in lepo poletje. Nasvidenje jeseni.